Glede na to, da gre za nadomestne volitve s skrajšanim mandatom, menite, da boste lahko v tem mandatu rešili vse težave, o katerih je bilo danes tukaj govora, ali imate kakšne prioritete v svojem programu? Glejte, jaz bom si sigurno prizadeval, da rešimo čim več zadev, ki jih imamo v programu dela. Trenutno prva zadeva, ki je že v bistvu aktualna, nekaj se že izvaja, je izgradnja čistilne naprave Janeževci. Rad pa bi povedal to, da program dela, ki ga imam za sabo, vse točke programa so pomembne in v bistvu na vse točke potrebno biti vedno pripravljen. Ker veste, ko se pojavi kakršenkoli razpis, da lahko kakšno zadevo rešiš, se pravi, mora biti stvar pripravljena, da se prijaviš in seveda, da potem stvar realiziraš. Jaz se zavedam, da nekih projektov ne bom mogel izpeljati do konca, zato jih tudi nisem obljubljal. Prav gotovo pa lahko naredim en osnovni projekt, izboljšam odnose med ljudmi, občinsko upravo, županom in pa občinskim svetom. To je moje prvo in če se bo tu, da se bodo ljudje začuli v občini in da bodo imeli občutek, da sodelujejo pri projektih, to je moja tista glavna naloga, ki pa sem je prepričan, da jo lahko naredim za zelo malo vložka. Ali menite, da občinska uprava potrebuje nove prostore za svoje delovanje in kakšen je vaš odnos do sicer že podpisane pogodbe o nakupu prostorov v novem poslovno-trgovskem centru? Tu, kar se tiče teh prostorov, sem že v začetku bil proti. Stvar je pa v tem, ker mislim, da v tem trenutku občina deluje v kar primernih prostorih. Če primerjam občine okrog, ki jih poznam po Sloveniji. To je ena stvar. In mislim, da je prav škoda, da so prav preko poslovnih prostorov, trgovine in nekih drugih prostorov želeli čez Klanjska vrata pripeljati nove občinske prostore, čeprav vemo, da je veliko bolj problematičnih projektov, ki bi jih morali dati prioriteto. In seveda v tem trenutku vam ne morem reči, ker nimam vpogleda v pogodbo, tako da ne morem reči, ali je to možno zaustaviti ali ni možno. Bomo pa videli, če bom izvoljen, bom pa lahko nekaj rekel konkretno in se tudi konkretno odločil. Glejte, o tej večnamenskem objektu, se pravi z trgovino, je v bistvu ena tema, o kateri je veliko govora. Zdaj, kaj je že podpisano, v bistvu težko komentiram. Osebno seveda, ali so občinski prostori potrebne. Zdaj, koliko poznam zadevo, se pravi, bi naj šlo tukaj za en kompromis, oziroma predvsem za to, če hočemo imeti trgovino, potem mora občina sodelovati pri tem projektu. Če je vse pri tem, moje osebno gledanje, speljano korektno, potem v bistvu se z zadevo strinjam. Če pa bi slučajno bilo karkoli, da ne rečem, narobe v postopkih, gledajte, potem pa sigurno zadevo obsojam. Na volitve greste na zmago, ampak vseeno, če vam ne uspe, kje mislite, da bo imel vaš protikandidat največje težave kot župan? Glejte, meni je žal, mi smo prišli v situacijo, da so se ljudje v bistvu zelo razklali, da ne rečem skregali. Glejte, moja politika, kar želim poudariti, je moja osebna politika in nobena druga politika in v občini mora biti na prvem mestu občinska politika in nobena druga. To bi želel predvsem povedati tudi za protikandidata, ker zdaj, če je cilj v bistvu, da bomo ljudi skregali, imeli dva pola, gledajte, potem to ne vodi nikamor. Jaz definitivno nisem takšna oseba. Želel bi samo zadevo združiti, posameznike, ki pa dejansko sedaj širijo zadeve okrog, pa definitivno jih je potrebno na nek način izključiti, moč pa seveda izgubijo s tem, da ljudje razmislijo z svojo glavo in ne nasedajo takšnim, bom rekel, res lažem in pokvarjenostim. Jaz mislim, da prva največja težava pri uveljavljanju svoje volje, ker sem prepričan, da ni toliko samostojen glede agresivnosti stranke, ki ga predlaga in z tradicijo, ki jo ima v tej občini, bo zelo težko uveljavljal svoj način dela. Tako da drugače pa kot osebnost pa mislim, ne glede na to, kateri bo zmagal, moral bo delati le v dobro ljudi, ker
občina smo ljudje, občina ni župan in ne občinska uprava.